Spoštovani, september in oktober 1943 predstavlja v razvoju slovenske partizanske vojske prav posebno obdobje. Obdobje zato, ker je seveda prišlo do ene kolizije, cel kup ali steka, cel kup okoliščin, v katerih je dobila in tudi izvršila zelo različne naloge, ki niso bile zgolj vojaške, pač pa pravzaprav so presegle to situacijo in na drugi strani iz tega obdobja pravzaprav zrasla v eno drugačno vojsko, kot je vanjo avgusta 1943 prišla. Prosim? Jaz sem ugasal, ki moram. Okoliščine tukaj seveda ne bi v času, ki mi je odmerjen, na široko razvijal, vsekakor je pa značilno za to obdobje neko pričakovanje in ne seveda samo pričakovanje, temveč na podlagi tega pričakovanja namreč, da se z Italijo gre navzdol, da zelo počez rečem, da bo Italija prej ali slej iskala oziroma izstopila iz vojne. Ne gre torej zgolj za pričakovanje, temveč seveda za priprave. Na slovenskem ozemlju so vsaj trije faktorji, ki so se na to pripravljali oziroma pričakovali. Partizanski oziroma odporniški je seveda eden, drugi je nasproten, torej notranje domači nasprotnik in tretji je seveda nemška vojska in nemška pravzaprav oblast, ki je bila sosed. Če obrnemo pogled zgolj na slovenske razmere oziroma na to, je seveda treba reči, da je vprašanje Italije, izstopa iz vojne in priprav na to zadevalo dve veliki območji. Ljubljansko pokrajino, kot so jo imenovali Italijani, se pravi Notranjsko in Dolenjsko za Belo krajino, ter seveda tisto območje, ki je bilo zahodni del Julijske krajine, slovenski in pravzaprav tudi hrvaški, ampak to Istro bomo seveda malo izpustili in Dalmacijo. Ocena vodstva odporniškega gibanja oziroma narodno-osvobodilnega gibanja je vsekakor bila, da je Ljubljanska pokrajina bistveno mehkejša, kar se tiče italijanske navzočnosti in italijanske volje, da jo bo kakorkoli zadrževala. Vemo seveda tudi za konkretne obveščevalne podatke in tako dalje. Skratka, ocena, ki je, kot sem rekel, izhajala iz tega, da je Ljubljanska pokrajina verjetnejši in mogoč izhod, je vodila do tega, da se osredotoči na Ljubljansko pokrajino in pravzaprav Primorsko pusti več ali manj, lahko rečemo, lastnim silam, čeprav seveda ni bila brez, kot bomo potem videli, ni bila popolnoma brez pomisleka tudi na tem območju. Dve stvari sta seveda tukaj. Eno je italijanska vojska. Italijanske vojske je bilo nesorazmerno veliko. Italijanska okupacija je imela pravzaprav to značilnost, da je bilo vojske ogromno. In
je recimo nekje 45 do 50 tisoč, še vedno v Ljubljanski pokrajini 1943 poleti. To je skoraj, lahko rečemo, 10-krat več, kot je bilo tudi po koncentraciji partizanske vojske. Kaj se je zgodilo? Brigade, ki so bile tedaj, da tako rečemo, prve, ne, na Primorskem, na Gorenjskem ustanovljene ravno kar in seveda potem še Štajerska, so sklenili potegnili seveda pravočasno pravzaprav v Ljubljansko pokrajino. Tako je bilo tukaj naenkrat 7 brigad, pri čemer odkrito rečeno seveda so bile operativne 4 ali pa morda še Primorska 5 recimo. Drugi 2 sta potrebovali glede na pot in seveda hude boje, ki so bili s tem povezani, Žirovski vrh recimo se spomnimo in podobno. Nekje do 7., 8., 9. septembra pravzaprav uporabne relativno malo. Drugo, kar je seveda, da je bil pomislek oziroma pravzaprav usmerjenost na italijansko vojsko v tistem smislu, da jo je treba odstraniti, nobenih vojnih ujetnikov, vojaki nas ne zanimajo, pač pa seveda nas zanima oprema in orožje seveda. Zato je bilo v nekem oziru tudi tipanje, pogajanja z vojaškimi poveljniki, ki niso pravzaprav pripeljala do ničesar, tudi ne do tistega vzporednega cilja, ki je bil v nekem oziru, lahko rečemo, rezervni, pa vprašanje, koliko so sami vanj verjeli, da bi namreč italijanska vojska se z njimi uprla nemški okupaciji, predvideni nemški okupaciji. Tretja naloga, ki jo ne smemo nikakor spregledati ob vsem temu, je bilo pa seveda notranje slovenski spopad, torej NVČ odstraniti kakorkoli z početka zelo ostro, potem nekoliko manj, oziroma ker se je videlo, da se bo razpad pravzaprav lahko izpeljal. In vse skupaj, če povežemo, je potem seveda vzpostavitev, in to presega daleč vojaške naloge, vzpostavitev oblasti narodno-osvobodilnega gibanja z vojaško pomočjo. V nekem oziru, lahko rečemo, popravljajo vse tiste stvari, ki so bile 42. pravzaprav relativno problematične. To so načrti predvidevanja. Nihče ni vedel, da bo kapitulacija seveda objavljena točno 8. septembra zvečer. Priprave so pa tako trdne bile, da recimo so že, ko so to ob 6. najbrž po italijansko verzijo slišali, ob 6. zvečer, v tistem večeru že izdali konkretna povelja in naloge in tudi imamo potrdila, recimo, da so nekatere brigade že ob 4. zjutraj dobila ta navodila, se pravi resno in tako. Primerjam nekoliko zdajle ravno zato, da ker tečejo stvari vzporedno in je pravzaprav zelo težko tudi kronološko vse narediti brez skakanja z enega na drugega, z ene na drugo temo. Ljubljanska pokrajina, kot sem rekel, je bila izrazito v prednosti oziroma prednostni cilj in vidimo tiste dejavnike, ki so pravzaprav vplivali tukaj. Eden, ki ga seveda tukaj ne moram omeniti, je pa seveda tisti, da je to sovpadlo z, pravzaprav lahko rečemo, z samo situacijo italijanske vojske. Nemška okupacija oziroma nemški
predhodni že vstop v Ljubljansko pokrajino, zasedba železnice, južne železnice in seveda potem jasno zapora te prometne žile za umik, je vodila do tega, da so dobili italijanske sile v Ljubljanski pokrajini pravzaprav nalogo, oziroma sugestijo bolj kot povelje, da se pomikajo navzdolj proti reki oziroma naravnost proti meji. In ta del je vodil seveda do tega, da je bilo mogoče ne direkt v Postojankah, tudi nekaterih, ampak predvsem na južnem delu največji dve koncentraciji, ki so bili po recimo par tisoč vojakov razorožiti na relativno ozkem prostoru. Ena je bila že omenjena med Dvorom in Kočevjem, drugi pa od Kočevja proti Kočevski reki oziroma tja, ta cesta naprej, ki je prišla, to je zadevalo v glavnem te belokrajinske, se pravi divizije Lombardija. Kar je zelo pomembno, pa včasih malo pozabimo, je seveda ne, da so dobili samo tisto orožje, ki so ga nosili na rami, pa tudi težje orožje, seveda, ki so ga peljale enote s seboj, pač pa, da so vsaj od divizije iz Sonca dobili tudi skladišča. Se pravi, v skladiščih je pa 5-krat recimo več municije in še druge stvari. Zato lahko tudi rečem, skoraj leto dni potem municije ni manjkalo, ne, partizanske vojske. Italijanske seveda, ker so kalibri različni in podobne stvari. Primorska je seveda čisto druga situacija. 200 partizanov približno na približno enakem ali še večjem območju. Improvizacija, civilne oblasti se marsikje, narodna zaščita, če obstaja, razorožijo v glavnem manjše Postojanke. En primer, tam recimo, če gledamo moje domače kraje, na Krasu je bilo 9 kurirjev. In z enim aktivistom, oziroma še z enim zraven so razorožili potem 3 najpomembnejše karabinjerske postaje, policije itak ni bilo, ne, ker so to podeželski kraji. In je pravzaprav celoten zgornji Kras, oziroma tudi spodnji tja do meje Briške, več ali manj prazen, z 9 ljudmi. In ste naenkrat imeli potem jasno nekaj drugega, kar sledimo potem v naslednjem slajdu. To 60%, to je moja ocena. Nimamo nobenih fiksnih podatkov, kako in kaj, ampak glede, recimo, da je bilo približno 50 000, pa recimo, da zmanjšamo na 45, nekaj jih je ušlo, tisto, kar je seveda tudi nemška vojska razorožila oziroma potem odpeljala v Italijo, je nekje 60% približno. Na Primorskem je seveda bistveno manj, če ne bi imeli na južnem Primorskem še to razoroženo divizijo, ki je prišla z Hrvaške, med Podgradom in Kozino današnjo, če govorimo, oziroma Harpeljem na tisti cesti. Drugi del, kar zadeva, bom več ali manj preskočil, zato ker vemo, to je bila zelo pomembna naloga, to moram poudariti. In so jo seveda izpeljali tam do 19. septembra, ko so osvojili zadnjo, pravzaprav najpomembnejšo posadko v gradu Turjak. Primorska tukaj tega problema in te naloge pravzaprav nima, ne, primorska vojska. Mobilizacija. Na eni strani je mobilizacija seveda želja že odprej in tudi spodbude in razlage, kako jih je treba izvesti in tako naprej, ampak do 9. septembra pravzaprav kakšne posebne
poskoka, da tako rečemo, poštevilčnega dviga ne opažamo. Potem sta dve stvari. Res je, da je bila splošna mobilizacija v obeh ločeno razglašena, ne, od dveh organov. Ampak zelo veliko je pa tudi te samoiniciativne pripravljene vnaprej. Ljubljana je najbolj značilen primer, ker tukaj seveda 9. septembra imamo že na golem že prvih 100 ljudi, potem se pa to nabere na par stotin in tako naprej. Iz vsega tega je sledila ena velikanska, silno težka naloga. Ustanavljale so se nove enote. Bilo je ogromno novih ljudi. V Ljubljanski pokrajini starejši ljudje, starejši moški, pa ne mislim 45, ampak mislim od 20 naprej. Tukajle na Primorskem nobenih, ker so v italijanski vojski. Imamo bodisi samo spodaj 16-letnike do 18, pa tiste, ki niso bili vpoklicani v italijansko vojsko. In to je tudi velika razlika. Ogromno, vse se je uvrščalo v brigade. Dostikrat zelo malo vidimo v ta dogodek. V Južni Primorski, ki je seveda potem zaradi ofenzive popolnoma izginilo. Od vseh teh 5 brigad imamo pravzaprav ohranitev samo mislim, da sledovnih pravzaprav je. To je problem, ki ga kdorkoli je kdaj organiziral vojaško enoto, ve, kako je grozen problem. Hkrati pričakujete vojaško dejavnost, se pravi boje, ne? Obrambo vsaj. In to je, tukaj v tem obdobju je pravzaprav obramba, tisto glavno, obramba osvobojenega ozemlja, da tako rečemo tudi pred Gorico, ne? Na tej tako imenovani Goriški fronti. In potem iz brigad sledi seveda dodatna organizacijska rast in kar je zelo pomembno je pa to, ne? Pred protipartizansko operacijo in po ali med deloma. Ne? To je tudi velika razlika, ki si je vplivala potem, lahko rečemo, do konca vojne v moči med 7. in 9. korpusom v organizaciji in moči partizanske vojske. To se upada seveda z zasedbami nasprotnika, se pravi nemške vojske. Jasno, tukaj je ogromno pomen prostora in potem izpadi velike dve, oziroma ena je vse skupaj, ne, protipartizanska operacija, ki je zajela od 25. septembra Primorsko, šele 20. oktobra, in to je pomembno, ne, za organizacijski razvoj, en mesec več časa za organizacijo in za priprave. Tudi izpeljavo obrambe in tako naprej. In to govori seveda tudi potem tukaj na Primorskem seveda bistveno daljša. Govori tudi, kot pravim, o temu, kar je. Če sklenem to obdobje v razvoju partizanske vojske in to vzpostavljena razmerja, organizacijska, številčna, močna, so pravzaprav tista, ki so vztrajala do konca vojne, ki so ostala pravzaprav značilnost enega in drugega prostora vse do maja 1945. Toliko bi končal, najbrž sem